Dobrodošli v novem videu in danes smo v bistvu kar en banger video, zato ker bomo naredili tako malo daljšo Bitcoin analizo, se pravi neko makro analizo za naslednjih tam 3 do 6 mesecev. V bistvu bom povedal moje pričakovanja, a smo že hitali lowse, kaj se mi zdi, da se bo zgodilo z Bitcoinom, no v glavnem. Preden pa začnemo, bi vas prvo spomnil na MacBook Pro giveaway, ki je na najnem Instagramu. Vse, kar rabite iti, je na najnem Instagram in pač pogledajte pinano sliko z džipom, gor so vsa navodila. In pa joinite se še na en Discord, če bi radi community, ki se z njimi lahko pogovarjate o financah. Imamo že skoraj 400 folka, tako da kar booma, no. Torej, kar se tiče Bitcoina, sem jaz v bistvu mnenja, da mi pri Bitcoinu še nismo hiteli lowsov in to je v bistvu zaradi samo enega indikatorja in to je tale Accumulation Distribution Indicator. Zato ker vse te makro lowse, ki smo jih mi videli v preteklosti, so v bistvu prišli z spremembo smeri tega indikatorja. Se pravi, kakor vidimo kle, vedno, ko se smer tega indikatorja spremeni, se pravi iz nadol na vzgor, to se je do zdaj zgodilo 3-krat, vedno smo v bistvu videli low na Bitcoinu, ali pa oziroma zelo blizu lowa, kar se tiče tako recimo 2 meseca od lowa tukaj. Recimo 2 meseca od lowa tukaj leta 2020, tukaj leta 2019 je točno zadev low in pa tukaj je isto falil low za čist malo, v bistvu low bi lahko rekli, da je bil tukaj, če gledamo week, ampak ja, v glavnem za danes zelo blizu lowa, ne. No in kar vidimo je, da smo še kar daleč od tega, da bo ta indikator spremenil v bistvu svojo smer. Kakor vidimo, je še vedno obrnjen nadol. Tukaj septembra oziroma oktobra smo imeli šanso, da bi se ta indikator obrnil, ampak se je pol v bistvu zgodil še en dump in zdaj je ta indikator je še vedno obrnjen nadol, tako da se mi zdi, da nismo še blizu lowa, ampak to pa ne pomeni, da to, kar smo zdaj, da to ne more biti local low in v bistvu jaz mislim, da je to nek local low, ker to bom pa zdaj pokazal. No in v bistvu zakaj jaz rečem, da je to local low, je pa v bistvu zaradi istega indikatorja, samo da gremo na weekly chart. In kar lahko vidimo je, da vedno, ko ta indikator hita tole črto tukaj, ki jo imam narisano, je po temu vedno sledi v bistvu en bounce in povprečen bounce iz tega momenta je 50%. In vidimo, da indikator je hitil v bistvu že klele 14. novembra in v bistvu, če si pogledamo, od 14. novembra, se pravi, če bi vzeli 50%, tam na 24,000 evrov, na 24,000 dolarjev. No in valjda ni nujno, da bo hitel točno to številko, ampak jaz v bistvu pričakujem kar en reversal. Mogoče jaz pričakujem kar en reversal, se pravi, to je teh 50% je average, se pravi lahko tudi manj, ampak mislim, da je Bitcoin, da ne bo šel v kratkem času nižji, kakor je bil klele, se pravi, tukaj so bili lowsi malo pod 16,000. Mogoče bo še enkrat testiral te lowse, ampak se mi zdi, da v bistvu ne bo šlo nižje. No, moram pa tudi še omeniti, da v bistvu to je samo statistična analiza glede na grafe. Se pravi, tukaj gledam samo, kaj je v bistvu najbolj statistično mogoče, da se zgodi glede na grafe. Tukaj, zdaj ta teden imamo recimo CPI, še pa FOMC in to se lahko hitro spremeni, če pridejo na teh eventih kakšne take presenetljive cifre in v bistvu, če bo CPI slab, gre vse lahko tudi dol. No, samo to sem hotel omeniti, da ne bo pa kdo jezen. No in kar mi je zanimivo še pri weekly chartu, vidimo kar en obvious bullish divergence na RSI-ju, se pravi, tukaj le vidimo, RSI dela higher lows, higher highs, medtem ko Bitcoin tukaj dela, se pravi, lower highs,
lower lows. In temu se reče RSI divergence, to bom še govoril v seriji Crypto Market za začetnike, ampak v glavnem, kaj morate za ta video vedeti je, da je to ponavadi kar strong indikator, strong pokazatelj, da bo v bistvu price šel nagor, če je bullish RSI divergence. Sploh na weekly chartu je to ponavadi zelo močno in ja, v bistvu tukaj pričakujem, kakor sem prej rekel, tukaj pričakujem, no, tukaj pričakujem nek reversal na Bitcoinu. No, ko smo bili že na weekly chartu, bi pa tukaj rad v bistvu pokazal še en indikator, ki je meni všeč za long term, in to je tale hash ribbons indicator. In v bistvu tukaj kar vidimo, je, da vedno, ko je tale moder buy signal, ponavadi kar dobro zadane neke lowse, se pravi, tukaj vidimo, da je zadev low. Tukaj je sicer na dosti kratkem časovnem obdobju na printu veliko teh buy signalov, ampak se mi zdi, da bi v bistvu kar skoraj vsi od teh bi bili v bistvu dobri buyi. Tukaj je isto zadev low, tukaj je zadev low, no, in pač ne rabim vam vseh kazati, ne. No, in pred temi modrimi signali pa, kakor vidite, pridejo prvo te zeleni, pa kaj so to sivi signali, in to je v bistvu capitulation signal, in kar po temu ponavadi sledi, je nek drop, ne. Tukaj smo ga že imeli in kakor vidite, ja, Bitcoin je od takrat tudi dropil. In v bistvu, kar jaz čakam na tukaj, na temu chartu, je ta moder buy signal, no, takrat bomo v bistvu bolj comfortable, da je to res macro low in ne sam local low. In ja, v bistvu tukaj čakam na ta moder signal, no. Zdaj, če pa pogledamo še mogoče malo bolj short term, bolj za en mesec, recimo. No, in tukaj bi pa v bistvu na daily chartu bi rad pokazal tale volatility proti stochastic v bistvu strategy. In v bistvu, kar tukaj rabite vedeti je, da vedno, ko volatility pride, se pravi volatility je prikazan v tem primeru za tem indikatorjem BBWP, vedno, ko pride pod 10 percentilov, se pravi pod tole modro črto, v bistvu, ko sledi pol expansion volatilityja, pride do povprečno 25% mova in tukaj si lahko pomagamo, v katero smer bo šlo, si lahko pomagamo z stochasticom. Stochastic je trenutno obrnen na dol, ampak je zelo na meji. Prejle nazadnje, ko sem računal, če se one day chart close nad 17.040 ali pa tam 17.050, odvisno od katerega exchange se bo stochastic obrnil navzgor. In v bistvu, kdaj morate vi gledati, kje bo stochastic, ko bo prečkal tole črto, no. In kar bi jaz rekel, da glede na to, da imamo na weekly bullish divergence in indikator, se mi zdi, da tukaj je mogoče malo več možnosti, da bo to move nagor, kakor nadol, no. In če mogoče še zmerimo, do kam bi lahko Bitcoin prišel s 25% gor, bi Bitcoin postavili na 21.129, navzdol bi pa v bistvu, predvidevam, da je šlo tam naokoli, no, navzdol pa, če še zmerimo, predvidevam, da bo kar nizko, bi pa Bitcoin prišel v bistvu na tam pod 13.000, 12.700. Tako da, ja, bodite ready, jutri je CPI in ponavadi je to kar visok volatility na take dneve, tako da ne bi bil presenečen, če se jutri BBWP expanda in če se v bistvu tudi pokaže direction, v katerega bo šel Bitcoin. No, moje pričakovanja pol za Bitcoin so v bistvu short term, tam v roku 2 do 3 mesecev, da bo nek bounce,
mogoče do ene 25 000, če bi mogel gesati tam nekje, ampak da gremo pol proti v bistvu koncu Q1 2023, da bomo še enkrat vsaj Tesla lovse ali pa šli celo nižji zaradi unga indikatorja, ki sem ga pokazal na začetku. Ampak ja, se pravi, to je samo statistika, to so samo verjetnosti in v bistvu nesigurnosti, tako da nič od tega ni nujno, no, samo to sem hotel reči. In ja, upam, da vam je bil ta video všeč, no, da če bi radi še kakšne te bolj lower term timeframe, da analiziram, se pravi za malo manj kot 6 mesecev, ne, komentirajte. Če pa za uneka pa še tradate v tem marketu in pa za tiste, ki bi radi začeli tradati, imamo pa spodaj še en Bybit link, kjer lahko dobite do 30 000 sign-up bonusa. In ja, to je bilo to za ta video, pa se vidimo v naslednjem videu.